Jaz sem presenečen nad vsakim, ki posluša Laibach, ker jaz ga ne. Kaj pa poslušaš? Raj ne povem, verjetno bi nas feni zapustili, če bi to vedeli. Rojeni v senci dimnikov, kaljeni v ideološkem pepelu nekdanje skupne države. Nekoč cenzurirani, včasih nerazumljeni, v osnovi pa mednarodni umetniški fenomen. V Rammsteinu priznavajo, da brez njih ne bi obstajali. Njihova glasba ni nikoli samo glasba, je politična izjava, je filozofska vaja, je ogledalo družbi in velikokrat tudi njena obsodba. Več kot 1000 koncertov po vsem svetu, več kot 1 milijon prodanih plošč, več kot 4 desetletja umetniškega upora v svetu, ki je danes bolj Laibach kot kadarkoli prej. Z nami danes je ustanovni član enega najbolj vplivnih kolektivov našega prostora. Skupine, ki je še vedno tako provokativna, pronicljiva in nepredvidljiva kot prvi dan. Z Jovevo na ti je Ivan Jani Novak. Dobrodošel. Živijo, zdrav. Preden začneva, tako kot sicer jaz začnem z vsakim gostom oziroma gostjo, bi te rada vprašala, če ti je ljubše Ivan ali Jani? V bistvu mi je vseeno, mi imamo, to so itak naši psevdonimi. Ja. Naša prava imena so Eber, Saliger, Dachauer in Keller. To je 4 princip, to so 4 psevdonimi, recimo, ki smo si jih izbrali na začetku, ampak zdaj je prišlo do nekega obrata in nekako so ljudje se odločili, da bojo uporabljali naše druge psevdonime. Mislim, da itak vsi, ki uporabljamo kakršnakoli imena, smo v osnovi psevdonimi v teh časih sploh. Tako da mi je čisto vseeno, kako me kličeš. Lahko tudi Saliger, mislim, da si ti Saliger. Jaz sem menda Saliger, ja. Menda, okej. Lahko me kličeš, kakor ti je bolj enostavno. Okej, dobro. No, po večini bova govorila seveda... Imam pa številko 007. 007, ja. Okej. Tam je malo znana. Zdaj, po večini bova govorila seveda o tvojem delu v skupini ali pa v sklopu Laibachov, ampak vseeno te bom najprej vprašala, kdo je Saliger 007, Ivan, Jani? Pač ja, kaj ne rečem, ponovad padem kar v zadrego, kadar me vprašajo to, recimo, kadar imam kakšno, kaj pa vem, predavanje, predstavitev, kje in zahtevajo moj življenjepis in jaz ga res skrčim na par stavkov. Mislim, bil sem v življenju, sem delal tudi kar zanimive stvari, predno sem se odločil, da bom sodeloval z Laibachom. Bil sem tudi kamnosek, bil sem tiskar, bil sem, ne vem kva, tudi nekaj sem se šolal, ne pretirano, ampak v glavnem sem član skupine Laibach. Zdaj, baje so spet aktualni, ali še vedno, ali spet, ali ne vem, neki tako imenovani strici iz ozadja in jaz sem nekje prebrala ali pa slišala, da so tudi tebe enkrat nekoč takoj poimenovali, se pravi nekak strici iz ozadja Laibachov. Zdaj, jaz sklepam, da zato, ker nisi z njimi na odru vedno, ali ne vem, zakaj so ti tako rekli, ampak vseeno, se ti imaš za strica iz ozadja ali bolj za, ne vem, očeta, brata, tovariša, ne vem. Mogoče zato, ker sva z gospodom Kučanom v dobrih odnosih, pa sem se navlekel kakšnih njegovih metod. Mislim, ja, seveda, jaz sem tudi v kontekstu Laibacha delal marsikaj. Od tega, da sem bil seveda tudi na odru, da sem se ukvarjal z dizajnom luči, z scenografijo, z filmi, z, ne vem, precej stvari sem počel, precej univerzalno, recimo, je bilo moje delo. Zdaj nekako sem se umaknil iz ospredja, oziroma se poskušam umakniti iz ospredja in ja, želim funkcionirati kot stric iz ozadja. Stric iz ozadja, okej. Zdaj, če začnemo na začetku, a ne? Trbovlje pa 80. Kako se ti spominjaš tistih res vaših začetkov, mogoče prvega koncerta, ne vem, skratka, tisti res prvi spomini? Jaz sicer nisem bil v tej čist formalni začetni postavi, ker sem imel določene zadržke do
oziroma dejansko so me fantje vabili že takoj na začetku, ampak sem bil malo zadržan. Medtem ko pa se je zgodil ta prvi coming out v Trbovljah leta 1980 septembra in ko sem videl, da so izbrali ime Laibach za skupino, skratka ultimativno negativno ime takrat, ne, nabito z negativno konotacijo in črni križ za svoj osnovni simbol, takrat sem zastrigel z ušesi, ker sem praktično iskal v tistem obdobju nekaj, kar bi bilo toliko radikalno, da bi tudi sam se s tem ukvarjal. In glasba me je seveda tudi zanimala me umetnost, zanimala me zgodovina, zanimala me konec koncev tudi politika in tako naprej. In Laibach je vse to nekako imel v tej svoji neki genezi. In ko sem videl kombinacijo tega imena in simbola, in pa še, ko je prišlo do prepovedi prve akcije v Trbovljah, iz različnih razlogov, malo zaradi gverilskega lepljanja plakatov po mestu, brez dovoljenja, malo pa tudi zato, ker cel dogodek sploh ni bil prijavljen in se verjetno sploh ne bi mogel zgoditi, ampak prišlo je do precej abruptne, recimo, prepovedi oziroma negativnih reakcij na to otvoritveni koncert in razstavo. In takrat sem se odločil, da bom pristopil v tej skupini in da bom pač seveda sodeloval maksimalno. Vmes je bila seveda še vojska, tako da sem še to upravil vojsko in pol od leta 1982 sem intenzivno sodeloval z skupino. Se pravi, si doživel v bistvu nek tak aha moment vmes, ne, takrat septembra, pol si rekel, da si bil zadržan pred tem. Ja, bil sem zadržan zato, ker sem pač tudi poznal osebno te fante in so funkcionirali precej kaotično in nisem bil prepričan, da to ima kakršnokoli bodočnost, recimo, oziroma sistemsko nekaj, kar bi lahko funkcioniralo, no, ampak na koncu me je vsem prepričala ta eksplozivna zmes imena in simbola, kar je recimo pozneje leta 83, mislim da, ali celo 82 v novi reviji 13-14 Taras Krmavner teoretsko o predmetu oziroma pisal je o tem, ne, da je izbor imena Laibach naša najbolj uspešna stvar, najbolj dadaistična pač poetska akcija sama po sebi. A si potem, več kot očitno stvar funkcionira, ker ste že 45 let, če lahko tako rečem, na sceni, a si vmes doživel tudi kdaj tisti aha moment v smislu, ok, zdaj pa očitno bomo mi neki, ne vem, če lahko uporabim posebnega, ker ne vem, če se imate za nekaj posebnega v tem smislu, ampak tako, da bo tako mednarodno vse skupaj šlo. Mislim, v filozofskem smislu, recimo, če lahko uporabim to besedo, smo seveda zanikali posebnosti. Mi smo takrat programsko in tudi še zdaj konec koncev hoteli funkcionirati kot anonimni industrijski kolektiv oziroma anonimni kolektiv, ki uporablja industrijske metode produkcije. Ne? Skratka, individualizem smo zanikali na celi črti in vse, kar individualizem predstavlja, vse te silne posebnosti in tako naprej, ne? Mi smo hoteli delati kot neke vrste, ne vem, borgovski monstrum, mašina, Borg, ne vem, če poznaš iz Star Treka. Skratka, nekaj, kar ima samo kolektivno zavest, nič individualne zavesti in tako naprej. Ne. V resnici pa smo se zavedali, da smo zelo posebni, zato ker imamo recimo neko znanje, ki ga večina drugih, ki so se ukvarjali z glasbo, ni imelo, neko mogoče malo bolj širši interes, malo drugače smo dojemali glasbo in tudi umetnost in smo nekako se zavedali teh neke svoje posebnosti. In smo jo seveda hoteli tudi razvijati. Namreč takrat v tistem času je bila v tem alterkulturnem smislu je dominiral punk,
ki je seveda imel njihova filozofija je bila basically v osnovi tudi zelo podobna filozofiji tega bazičnega rock'n'rolla, sex, drugs, rock'n'roll oziroma užitek, imejmo se fajn in tako naprej. Ne. Mi smo to mal zavračali, saj navzven. In smo, recimo punk je tudi postavljal glasbeno, v glasbenem smislu je poenostavil ekspresijo na 3 akorde. Mi smo jih poenostavili na 0 akordov, nihče od nas ni bil inštrumentalist, ampak smo izhajali iz takrat revolucionarnih Trbovelj, industrijski center Zasavja oziroma industrijski center Rdečih revirjev in smo se odločili, da bo naša zvočna, naša glasbena, naša umetniška ekspresija izhajala iz teh koncev, skratka, da bomo uporabljali estetiko iz teh koncev, vključno z industrijsko estetiko, z zvokom tovarn in tako naprej. Tako da to je bil nek novum v prostoru takrat, tudi v mednarodnem, čeprav ne popolnoma, obstajale so tudi zoni podobne skupine, ki so recimo imele podobne metode. Throbbing Gristle, Einstürzende Neubauten je bil ustanovljen leta 80, Test Department malo pozneje, Cabaret Voltaire in tako naprej. Bilo je kar nekaj takih sorodnih skupin, ampak Laibach je bil seveda poseben tudi zato, ker smo bili prva takšna skupina v vzhodni Evropi. Ja, najbrž... Ker smo razvijali tisto, kar je Žižek pozneje opisal kot nadidentifikacijo z sistemom. Skratka, mi smo hoteli, takrat je bilo to kar precej popularno, več reda in več discipline in več komunizma in več vsega tega, kar je Jugoslavija nekako programsko ponujala. Najbrž vam je bilo tudi jasno, da ne boste ravno najbolj zaželeni, bom tako rekla, strani oblasti, recimo, saj tudi danes najbrž kakšne. Mislim, tudi s tem smo zelo hitro upravili, v bistvu v tem smislu, če smo komu všeč, pol zihar delamo kaj narobe. Ne, če so naši koncerti pospremljeni z velikimi aplauzi, to ni v redu. Če niso prepovedani, to ni v redu. Mi smo se dobesedno trudili, da smo šli na nož in naš največji uspeh je bil, kadar je bil dogodek, ki smo ga naredili, koncert, razstava, prepovedana. Zakaj, če lahko še to povem? Ja. Zato, ker nam je bila ta komunikacija z oblastjo. Mi smo, kako naj rečem, dajali injekcije oblasti. Mi smo jih spodbujali temu, da je oblast, da ni zamrla, no, skratka, da ni šla v franže prehiter, ne, ampak da je ostala recimo nekje alert, ne, in da je mogoče iskala tudi kakšne kontra, kako naj rečem, da se je mogoče tudi malo prilagodila času. Ne. Skratka, šli smo v ekstreme, zato da se je lahko zgodila kakšna ekstremna situacija, v 80-ih je tega bilo precej, afera Nazi-punk, ne vem, en kup teh podobnih stvari in štafete in tako naprej. Skratka, da oblast enostavno, da se je malo prilagajala, ne, se je leta 80 je v bistvu slovenska, recimo, politična oblast bila že precej liberalna. Ampak mogoče ne bi bila, če ne bi mi od nje zahtevali te liberalne oziroma te ekstremne, če ne bi mi vzpostavljali takšnih akcij. No. Koliko je pa, bom rekla, te provokacije vsem tem, kar počnete še danes, koliko je tega namenskega ali pa zavestnega, pa koliko je dejansko nekaj čistko intuitivno? Mislim, precej je intuitivno. Mi imamo, recimo, igro, mi to razumemo kot igra. Skratka, ne neka rutina, ampak igra, ki je kreativna v smislu iskanja, recimo, nekih, kaj pa vem, novih sintagem in tako naprej. Za nas je to kreativna igra, ta provokacija. Provokacija nikoli nismo razumeli kot nekaj slabega. Provokacija je pač provokare, pozivanje k reakciji in verjamem, da vsaka taka akcija, vsaka umetniška, ne rad uporabljam besedo umetniška, ampak vsaka umetniška
akcija bi v osnovi morala sprožiti neko reakcijo odobravanja, neodobravanja, boljš neodobravanja kot odobravanja, ker če gre za neodobravanje, pomeni, da si zadev recimo nek teren, ki še ni raziskan. Ne? Tako da, ja, mislim, še vedno je provokacija v jedru, s tem, da seveda časi so se spremenili in je ta provokacija se pač prilagaja. Ne? Mislim, mi nismo v Severno Korejo šli, da bi jim igrali, ne vem, neke maksimalno eksperimentalne stvari in tako naprej, ali pa da bi jih izzivali z neko pocen politiko, ne? Ampak smo jim igrali v bistvu glasbo iz filma Sound of Music, film, ki ga oni poznajo, ki ga celo uporabljajo za učenje angleškega jezika. Skratka, glasba, oni so zelo muzikaličen narod, ki jo igrajo in so se s tem lahko vsaj do neke točke identificirali s tem, kar smo jim počeli, čeprav je bilo vse skupaj zelo čudno, seveda. Sploh, če vzameš ozadje filma Sound of Music, zgodbo, moje pesmi, moje sanje in neko podobno estetiko, ki je, skratka. Do Severne Koreje oziroma Sound of Music bova sicer še prišla, ampak mogoče, to si že v bistvu omenil, pač časi so se spremenili od 80-ih do zdaj. Omenil si tudi prilagajanje, ampak a je zdaj težje ali lažje? Ne, mislim, definitivno je težje, ker je, absolutno je težje, ker je pač v starih, recimo, Žižek bi temu rekel, stalinističnih režimih se je približno vedlo, kdo pije in kdo plača, ne. Zdaj seveda je ta gospodar, ki obvladuje nek sistem, je razpršen, težko ga je definirati, skriva se v plusih in minusih, v enkah in ničlih in v botih in umbotih in algoritmih in tako naprej. Skratka, težko je v bistvu poiskati plus tega, da se zelo prilagaja. Ne? Jezik gospodarja je neverjetno prilagodljiv in seveda vsako stvar, pa če je še toliko minimalno konzumna, jo obrne v nek konzumni moment, jo uporabi v tej svoji, ne vem, mreži, ki jo je težko definirati. Zdaj, jaz ne moram reči, da vas spremljam ravno od začetka, zato ker sem vseeno malo mlajša kot skupina Laibach kot taka, ampak lahko rečem zase vsaj, da vas spremljam že kar nekaj časa, bom tako rekla. Pa me sam zanima, a si kdaj koga srečal ali pa spoznal, pa te je mogoče presenetilo, ne vem, wow, on je pa naš oboževalc ali pa oboževalka, mislim, a on posluša Laibach. Si imel kdaj kakšen tak moment? Ja, velikrat se je to zgodilo, no. Predsejkrat se je to zgodilo. Kaj pa vem, v bistvu jaz sem presenečen nad vsakim, ki posluša Laibach, ker jaz ga ne. Kaj pa poslušaš? Raj ne povem, verjetno bi nas feni zapustili, če bi to vedeli. Ok, se pravi takrat, ko hočeš malo pobegati vsega ali pa za dušo, je nekaj drugega. Ja, seveda. In ne Laibach. Definitivno ne poslušam Laibach. Dobro, to se že tako ne poslušaš, verjetno. Ja. Omenil si Severno Korejo, sicer res prideva še do tja malo bolj konkretno, ampak verjamem, da je bilo izredno zanimivo, tudi zelo odmevno je bilo ampak iz tam kakšna taka anekdota, ne vem, iz zakulisja, potovanja, priprave, kakorkoli, ki bi jo lahko podelil, pa je mogoče še nisi do zdaj. Sam vem, da je to bilo zelo nekako tudi pač spremljano, no, z vidika javnosti, medijev in tako naprej, ali je mogoče kakšen drug projekt bil bolj tak, ne vem, ali da je bilo kaj bizarnega, nenavadnega, čudnega. Bizarno je bilo praktično vse. Ampak to je tako, to je pač bizarni smo itak vsi povsod, lahko odvisno iz katerega, seveda, kakšen je tvoj zorni kot. Ne. In ko prideš v Severno Korejo, v bistvu vidiš odslikavo tega, kar se gremo tudi mi tukaj.
in kar se gre tudi vse ostale države. Sam, da je pač življenje tam mogoče v tem smislu bolj radikalno v nekih teh parametrih. Ne? Gre pa za iste ideološke, recimo, kako naj rečem, obrazce, samo da so seveda mogoče malo bolj ekstremni, da niso zakriti. Čeprav seveda oni poskušajo zakriti vse, kar je umazanega, tako kot tudi so ostale države, konc koncev, ne. In vsi ostali sistemi, ampak Severna Koreja je en takšen zelo, jaz bi vsakem priporočil, da gre tja, brez seveda posmeha in tako naprej, ker tam je vseeno, ne vem, koliko 24 milijonov ljudi, ki živijo v nekem Trumanovem šovu, ne. Ampak to je seveda vse obstaja z razlogom, nekim zgodovinskim razlogom in tako naprej. Bilo je precej zabavnih situacij, simpatičnih, kjer mi smo konstantno iskali napake, ne, v sistemu in luknje v sistemu in tega je precej. Zdaj, ne vem, ne bi vsega našteval, ampak najbolj zabavna situacija je bila ta, ker smo seveda mi prišli tja in so nas ti predstavniki oblasti sprejeli in smo imeli veliko večerjo, to spremno večerjo, ali kako se temu reče, v neki precej elegantni restauraciji njihovi in nam je ta njihov glavni komisar prebral ta govor, ki je tudi v filmu, v tem smislu, da seveda, da so v enem momentu, da so jih upozorili, jaz točno vem, kdo jih je upozoril, ampak da so jih upozorili, da je Laibach nevaren projekt, da smo nacisti, ki rušimo sisteme in tako naprej, in kupenih takih bizarnih floskul je sestavo in da smo prišli tja zato, da bomo zrušili njihov sistem in da kako je to sploh možno, da oni kot deklarativno komunistična, antifašistična, ideološka, seveda tvorba, država, lahko sploh povabi nekaj takšnega kot je Laibach, ki je pač neka fašistoidna, ne vem, po njihovi interpretaciji seveda nacistična formacija. Kako je to možno? Možno je zato, ker to je sam rekel, ker so oni tako odprti, ker so tako liberalni, ker sprejemajo kulturo v vseh svojih oblikah in tako naprej, ne. Skratka, celo dali so nas v večjo dvorano od tiste, katere so nam najprej namenili. To so bile te neke bizarnosti. Jaz takrat kot predstavnik skupine, recimo, sem že pripravil govor, ker takrat je bilo ravno, precej se govorilo o tem, da Kim Jong-un pobija te svoje nasprotnike politične, kar s topovi in ne vem s čim, in s psi in jih meče psom. Zdaj, in sem takrat v bistvu že razmišljal v glavi, kaj pa če bi jaz zdaj to povedal, da mi tudi slišimo vse to, različne stvari o Severni Koreji in da seveda ne verjamemo vsemu, ne. Ampak nekako moram reči, da takrat, kot bi rekel Magnifico, sem se pa malo sral. Da nas ne bi pa res zaprli in poslali nekam. Tako da sem zadržal zase. Rekel, umilil sem stvar, da tudi mi slišimo same negativne stvari o Severni Koreji, ampak da temu ne verjamem, zato smo se odločili, da smo prišli v Severno Korejo. Drugač pa druga zgodba, ki je takšna zanimiva, je pa, da enostavno to, ampak tudi to je v filmu. Bil je res lep dan, sončen, šel sem pač zunaj pred hotel kadit, ker noter se ni smel. In preko ceste je bil nek park in tam so se ljudje sprehajali in tako naprej. In sem rekel, okej, noben me ne sledi, grem iz tele do ovinka, malček v park in tako naprej. In ko sem bil enkrat v parku, sem se sprehajal dalje po parku med Korejci, ki so veselo sprehajali svoje otroke. In gledam, mogoče to vseeno tudi to samo igra za nas, ampak ne verjamem, ker sem bil samo jaz edini, ki se tam sprehajal od naših. Skratka, bilo je eno takšno tivolsko, da se sprehajaš v Tivoliju, v bistvu zelo simpatično, ljudje so sprehajali svoje otroke, lovili so se žogami in tako naprej. Včasih me je kdo malo grdo pogledal, v glavnem pa zelo prijazno. Ampak pozabil sem se vrniti v hotel pravočasno
Pozabil sem, da imamo večerjo zvečer dogovorjeno na dan osvoboditve izpod japonske nadvlade, ne vem kva. In seveda je bil cel halo in oni so menda že poslali v policijo, da me išče in tako naprej. Vrnil sem se zadnjo sekundo, menda. Ampak spet so se pokazali precej tako džentlmenski. Jaz sem jih skritiziral, sem rekel, da delajo halo čisto po nepotrebnem. Ja, ampak ti bi se lahko zgubil in pol te ne bi več našli in buhaj, kaj bi se ti zgodili in mi moramo skrbeti za svoje goste. Tako ne, sej vemo, nočete nam tukaj pokazati kakšnih slabših stvari, ki se jih da videti, recimo neurejenih podhodov in tako naprej. Ampak skratka in pol na koncu to kar požrli. Verjetno, če bi bil ameriškega porekla, mogoče bi me zadržali pa zamenjali za kakšne njihove prebežnike oziroma karkoli že. Mislim, bi me izkoristili verjetno politično, ampak ker sem bil Slovenc oziroma ker sem iz Slovenije, tega niso naredili. A pa imate še kakšne kontakte tam oziroma kakšne plane? Jaz ne vem, to je zdaj že 10 let nazaj. Imamo. Ta komisar je par let pozneje prišel tudi v Ljubljano. Meja so se slišala, žal me ni bilo v Sloveniji takrat, prišel si ogledati razstavo, neko našo, ki smo imeli o Severni Koreji, bil je zelo navdušen, tudi v Mariboru je bil in rekel je, da on v Severni Koreji že vse videl, ampak da bi rekel tašnega, kar ne poznajo, skratka še kaj mogoče drugega. Oni se zelo trudijo, da pač držijo te neke kulturne vezi s celim svetom, skratka, da se pokaže, da so odprti, imajo tudi maratone, imajo kolesarske, ne vem kva tekme in vse živo, imajo največji stadion na svetu. Zdaj, oni delajo filmski festival, ki ne vem, kdo to gleda sploh, mislim, ker tam, ampak imajo, obstaja svašta, trudijo se, tako da v tem smislu smo obdržali neke kontakte. V glavnem smo jih obdržali preko tega našega kolega Mortena Travika, to je norveški fantast, ki nas je tudi v bistvu in naš fan, ki nas je spravil v Severno Korejo. In on je tudi režiser filma Liberation Day, dan osvoboditve, o tej zgodbi Laibach v Severni Koreji. Pred kratkim je izdelal še drug film, in sicer ženske iz Severne Koreje, moški iz Južne Koreje, kao te poroke, ki se dogajajo med njimi, ki je dokumentarni film, ki bo prikazan tudi na Sarajevskem filmskem festivalu letos. Napisal je knjigo o Severni Koreji. Vprašanje je, če je on sploh še zaželen tam. Kaj pa vi? Mi smo rekli, da smo pripravljeni prijeti kadarkoli, če nas rabijo, absolutno, z veseljem. Še najraje seveda, če bo kdaj prišlo do združitve Severne in Južne Koreje, kar verjetno ne bo tako enostavno, ampak še vedno obstaja ta tendenca. Okay. Zdaj, jaz, ko sem se pripravljala mal na ta pogovor in razmišljala, kaj ne vprašam za 45 let nazaj ali pa 40, 30, kakorkoli, pa kaj zdaj, v bistvu bolj sem ugotavljala, da je v resnici. Mislim, vse te tematike ali pa vsi ti vaši projekti, zdaj govorim kot Laibach, so še danes aktualni, se najbrž nisem prva, ko sem ti to rekla. Ampak zdaj, mislim, ne vem, kako si ti to razlagaš, ali da ste bili vi jasnovidni, ali da se zgodovina ponavlja, ali da je pač ves čas itak eno in isto in niti ne moš reči, zgodovina se ponavlja, zato ker pač nikoli več smo rekli, pa v resnici je nikoli več zdaj, ali pa nikoli več spet. Skratka, ta nikoli več se v resnici, vsaj po mojem mnenju, nikoli ni zgodil zdaj. Ali smo pač samo nekako upeti v ene in iste vzorce, no. Sam malo bolj mogoče prefinjene zdaj. Jaz bom zdaj tvegal neko tezo, ki je mogoče malo pretenciozna, ampak jaz mislim, da je to v resnici pač v neki tej genezi oziroma to, kar se dogaja v političnem smislu na svetu, skratka ti obrazci, ki se ponavljajo, da je to seveda posledica te neke geneze ekonomskega sistema. Skratka, kapitalizem oziroma kapital zahteva svoje žrtve tam, kjer je zgodba o profitu in tako naprej.
In to je ta osnovna neka logika. Ne. Vsi ostali, vključno s politiki in umetniki in ne vem kom še, smo pač v službi tega kapitala oziroma te logike, ki je čezdalje bolj neulovljiva, ne. Še posebej z novo tehnologijo in tako naprej. Skratka, dejansko je to, mislim, da je to glavni problem. Nažalost, nimamo prave alternative dominantnemu sistemu, kapitalističnemu dominantnemu sistemu, ker se komunizem enostavno ni izkazal kot najbolj uspešen sistem, ne. Zdaj, težko je res vzpostavljati nek kompleksen politični sistem, da ne bi bil utopičen. Utopični sistemi pa seveda so tisti, ki ne funkcionirajo. Tudi, v nekem smislu je tudi kapitalizem seveda utopičen sistem, ker razpada, ampak ta še vedno je pa dominanten. Ne? In ta je ta, ki zahteva žrtve. Enostavno zahteva žrtve. V takšni ali pa drugačni obliki, mislim, tudi konec koncev tudi vojaška industrija je trgovina, ne? In to ena bolj uspešnih trgovin, ekonomija praktično. Tako da, mislim, dominantna zares ekonomija. In tako da ni nič čudnega, da se vojne dogajajo vsak tok časa, čeprav gleda seveda za destrukcijo, za človeška življenja in tako naprej, ampak v tej neki viziji nečloveški, brezčloveški, neemotivni in ne vem, kako bi to opisal, viziji kapitala, seveda to ni bistveno. Žrtve so mali problem. Važno je, da se seveda kapital oplaja in vrti in tako naprej in to se z vojaško industrijo dogaja. Nekje se verjetno mora končati, ali ne? Misliš, da bo? Končalo se bo pač s 3. svetovno vojno, 4. pa verjetno ne bo več, ne. Mislim, da seveda stvari lahko uidejo iz nadzora. Lahko uidejo iz nadzora, to smo videli. Zdaj samo vprašanje, pač kdaj in kako se bo to zgodilo, ne. A ste razmišljali, da bi mogoče tudi bolj pač vi kot skupina neposredno naslovili mogoče ravno te zdaj aktualne, ne vem, kako ne rečem, konflikte, tako kot ste to imeli, recimo, ne vem, a je mogoče potreben album NATO 2.0, 2.0. Jaz sem ravno včeraj dobil nek SMS iz Švice. So rekli, prosim, ne delati nobenega projekta v Švici, ker ne želimo, da bi se tudi pri nas začela vojna, ker namreč mi smo se lep čas dogovarjali svojih 5 let ali še več za nastop v Teheranu. Še vedno se dogovarjamo zares, ampak letos kazali je, da bi letos lahko nastopili. Zaradi Alamuta, ne? Tudi, ja, kazali je, da bi letos lahko nastopili. Imeli smo spet napeljane vse možne vezi in tako naprej. Ampak tako da, mislim, nekako intuitivno ocenjujemo. Tudi v Izraelu smo seveda nastopali. Tudi v Ramalo so nas vabili, pa ni bilo možno, da bi v Palestini izdelali zares koncert, nastop. In to je bilo pač na začetku te vojne v Gazi. Skratka, nekako smo prisotni tudi v teh koncih, ne. In v Severni Koreji, ko smo bili, so nas vprašali, zdaj ste bili tukaj v Severni Koreji, to je češnje na tortici, kam pa zdaj? In jaz sem takrat seveda bleknil, kam v Teheran, ne? V Iran, to je bilo leta 2015. No in pa smo res, ker se je pojavila prilika, da bi res lahko delali kaj v Iranu, ne? Nekako smo povezali neke svoje konekšne in smo prišli do sodelavcev v Iranu, do glasbenikov, do ljudi, ki se tam ukvarjajo z glasbo in tako naprej, tudi z organizacijo koncertov. Takrat smo začeli razvijati ta projekt Alamut, ki se nam je zdaj relevanten, ker se dejansko dogaja v Perziji, ne, v provinciji, ki je nedaleč stran od Teherana. Tudi obiskali smo ostanke gradu trdnave Alamut.
Jaz sem bil 3-krat dol, bil sem na pogovorih tudi z takratnim ministrom za kulturo, ki je bil med ostalim tudi velik Žižkov fan. Skratka, zanimive stvari se dogajajo in mi seveda ne bežimo od teh stvari, od teh konfliktnih situacij. Seveda so nas vabili tudi v Rusijo. Zdaj. Naslednje vprašanje, ja. Ampak smo nekako vseeno dali prednost Ukrajini in še vedno jo dajemo. In težko bi šli v Rusijo, če ne bi prej nastopili v Ukrajini. V teh časih. Ne. Smo pa velikrat seveda nastopili v Rusiji in tam imamo precej fanov, tudi zelo čudnih in unih ultimativno, mislim, bom rekel, spornih ideološko in tako naprej. Ampak imamo tudi to druge. Skratka, Laibach je vedno nekako na obeh polih. Kaj pa album tisti z reinterpretacijami državnih himen, se pravi folk oziroma folk? Ne vem, kaj je bolj prav, ali je oboje prav? Okay. As you like it. Okay. Mislim, v bistvu gre za isto stvar. Ja. A bi danes, tam noter so ene točno določene, verjetno z razmislekom, pač himne oziroma reinterpretacije, bi danes izbrali enake, ali bi, ne vem, dodali ukrajinsko, ravno zdaj, ko sva se pogovarjali? Ne bi dodali ukrajinske, tisti je bil nek nabor, vsi nas sprašujejo, po kakšni logiki smo to izbrali. V bistvu smo izbrali države, ki so se obnašale v svoji zgodovini, recimo imperialno oziroma kolonialistično, ki so imeli to, recimo to neko vlogo. Seveda smo, mogoče bi mogli dodati še Belgijo oziroma Nizozemsko, ampak to smo dali nekako ob stran, tudi Portugal. Skoncentrirali smo se na te glavne škodljivce, recimo politične. In to je to. Sicer pa smo film v Ameriki, ne, kdaj smo ga posneli, 2004 ali kaj, na eni turneji naši, ki je bil Bush mlajši drugič izvoljen. Takrat smo imeli veliko turnejo po Ameriki in takrat smo naslovili film Divided States of America. Ne. To pravijo nekateri Američani, naši fani, da je to zdaj bolj aktualno, kot kdajkoli prej. Ne. Ja. Tako da, kaj ne rečem, znamo recimo zadeti včasih žebljico na glavico. Velikrat, se mi zdi. NATO, kar si vprašala, ne bo NATO 2, ampak naša založba, ki je to izdala, skratka Mute Records, želi, da seveda res da te albume, ki jih ni več, ki smo, upam, da smo jih prodali več kot samo 1 milijon, ampak okej. In se pripravlja, recimo, reizdaja, če seveda ne bo prej konc glasbene industrije oziroma konc sveta, oziroma pol bo pač tudi reizdaja teh naših starih albumov, vključno z NATO-om, ki je recimo kar prvi v liniji. Aha, okej. Zdaj, če greva še mogoče malenkost na Evropo, v enem albumu vašem Also sprach Zarathustra se tako nekako filozofsko, če lahko tako rečem, lotevate teh temeljnih področji, ne vem, svobode ali pa oblasti tudi, pa me zanima, če današnja Evropa, ali pa bom rekla Evropska unija, ne Evropa, bom rekla Evropska unija, da današnja Evropska unija izgublja tla pod nogami, zato ker nima več, če je sploh kdaj imela neke jasne etične vizije. No, sam najprej da omenim, ta Also sprach Zarathustra je bil glasba, ki je bila izdelana za gledališče, za Anton Podbevšek teater, za projekt v tem teatru. Za nas je bila zanimiva čistko kot osnova pred Alamutom. Skratka, Alamut se delno nanaša tudi na to še vedno živo religijo oziroma ne vem, kaj to je, v Iranu oziroma v takratni Perziji, ne, zoroastrianizem. To še vedno obstaja in še vedno častijo kult Zoroastre, ki je osnova tega Also sprach Zarathustra. Samo kratka. Okay. Kratka. Zdaj, kar se tiče
EU-ja, moje mnenje je, da je to še vedno, da je to dober projekt in smiseln projekt in edini možen zares za vse takšne države, kot je Slovenija, Avstrija, Hrvaška, kaj pa vem, Srbija. Ampak tudi za te večje države. Mislim, te večje države v Evropi zares niso velike države v novi bipolarni delitvi sveta oziroma unipolarni, stari bipolarni, novi unipolarni, ali kako se temu reče, multilateralni, karkoli že. Namreč Kitajska je enostavno tako močno gospodarstvo in na drugi strani seveda Amerika, da Evropa, ki je praktično večji trg kot je Amerika, ne? Mislim, da je to edina opcija za Evropo, da se združuje in prav je, da se združuje. In tudi kulturno je med sabo tako povezana in živimo na tem istem kontinentu in konec koncev so 2 svetovne vojne se začele tu. Tako da to preventivno je to čisto smiselno. Zdaj, vprašanje seveda, koliko je to efektno. Mislim, vidimo, da ni, ne? Ampak v nekem smislu ni efektno ravno zaradi tega, ker je, vse tako jaz vidim stvar, ker gre tukaj vseeno za neke procese, ki so bolj demokratični kot pa druge. Ne? In demokratični procesi niso nujno tudi efektni, vedno. Ne? Vsaj, tako se mi zdi. No? Jaz sicer ne verjamem v demokracijo prav posebej, nisem kak velik fan demokracije. Če bi se dal, bi raje seveda imel nekega razsvetljenega absolutista na oblasti. Ne? Ampak tam so pa seveda drugi problemi spet v igri. Ne? In, oziroma fino bi bilo poiskati mogoče nek tretji sistem. Ne? Ne glede na pomanjkljivosti, ne glede na to, da je Evropa v zadnje čase res mogoče, kot vsi se delajo norce, uspela sestaviti samo on zamašek. Ne? Jaz nisem bila del tega, povem, tako da vejo, vsi, kar poslušajo. Ampak mislim, da je, in ne glede na to neko neuspešnost dogovarjanja v Evropi, mislim, da je to vseeno nek projekt, ki je treba vztrajati na njemu in pač najti neke vzvode, ki bodo res mogoče funkcionirali. Kot pravi Živadinov, ali kdo več nas je, prej bomo prišli na cilj. Ne? Skratka, ja, ker treba iti po tej liniji in seveda iskati načine, kako bi stvar lahko malo bolj funkcionirala. Ne? Če tudi, kdaj je mogoče malo bolj avtoritarno v določenih kontekstih, recimo. Ampak, kot rečeno, Evropa je, če se primerja seveda s tem, kar se dogaja v Ameriki oziroma na Kitajskem. Jaz mislim, da tudi Trump si želi tako funkcionirati, kot funkcionira Kitajska, ne, ki je fantastična kombinacija seveda avtoritarizma in kapitalizma. Kaj ne rečem? Ampak neki del, po mojem mnenju, vsaj neki očitno delamo narobe, glede na vzpon, novičen vzpon tudi fašizma, tudi nacizma v Evropi, v Evropskem parlamentu. Imam jaz zraven sebe kolege, ki so skrajni desničari. Ne, to je logično. Logično je, da se to dogaja. Tudi v Evropi seveda se populizem je vedno bil prisoten in še posebej takrat, v času krize se populizem vedno znova prileze na oblast in to je pač konec koncev tudi neki, v političnem smislu je to lažji način priti do, bom rekel, ne vem, do penzije. No. Ja, sam kaj pa rešitve za družbo? Ja, mislim, se pravim, Evropa bo morala nekako poiskati neke mogoče malo bolj efektne načine funkcioniranja. Verjamem pa, da to ni enostavno, če si vzameš za model pač to neko demokratično odločanje in tako naprej. Ne. To ni tako enostavno pri vseh teh članicah. Ne.
In tukaj je potrebna samo verjetno res ta neka vztrajnost in pa kontrola, maksimalna kontrola in maksimalni pogovor in argumenti in tako naprej. Seveda težko se je boriti proti desnim idejam. Mislim, lahko se je boriti, ampak neefektno, ne? ker je desno je dejansko res bistveno, kako ne rečem, lažje ga je Prodati. Kako? Prodati. Lažje ga je prodati, bolj primitiven, bolj ljudski, bolje, ne. Levica, recimo politična levica ima velik problem zato, ravno zaradi tega, ker pač se noče iti populizma, kar je logično. Ja. In jaz mislim, da je tudi zdaj, se upravičujem, nismo sicer, že mislim, da bom tretjič omenil Žižka, ampak Žižek ima tukaj v nekem smislu prav, da je treba na levici vzpostaviti nekega tega levega Trumpa, ne, skratka nekega ne avtokratskega, ampak treba je razviti v bistvu nek vokabular, ki je v bistvu bolj populističen, ne. Verjetno. Varoufakis je odličen teoretik, ne, ampak verjetno slab operativc v tem nekem populističnem. Ja. Skratka, manjka populizma na levici, ampak jaz si ne predstavljam tudi pri nas, ne vem, en mesec ni populist in nikoli ne bo, pa je zelo relevanten, mislim, da je relevantna politična figura. Kučan ni populist, ne, čeprav mislim, da ga večina ljudi še vedno spoštuje. En tak posrečen zmes, recimo, je bil seveda Tito, ki je imel pa Kardelja zadnji, ne, Kardelj je pač skrbel za teorijo in tako naprej, ne. Tito je pa bil uspešne vrste populist in takrat v tistem kontekstu je Jugoslavija, ne glede na vse svoje minuse in slabe strani, praktično dejansko vzpostavila precej modelov, ki bi lahko bili. In tudi v nekem smislu so bili uspešni v tistem času. Ne. Ampak tudi seveda Jugoslavija je bila neka utopična tvorba. Če greva Srbijo, si omenil tudi, Srbija pač še ni, nažalost, del Evropske unije. Upam, da enkrat bo, ampak v trenutnem sistemu bo rekla navršni. Ja, ne vemo, ampak enkrat si rekel, ne tako dolgo nazaj sem izil v enem intervjuju, mislim, da za en medij iz Sarajeva, da tam, kjer obstaja borba za smisel, tam je Laibach. In vem, da si podprl, oziroma da je Laibach podprla tudi srbske študente. Pa me zanima tvoj pogled na trenutno situacijo v Srbiji, konc koncev mogoče tudi exit v tem kontekstu, ki je letos bajeda zadnjič. Pa vem, da ste bili tam. Tako, jaz moram poudariti, da Laibach ni politično aktivistična skupina, ne, ker če bi to seveda bili, pol bi morali se v bistvu sam s tem ukvarjati in ne bi smeli bežati od nekega političnega angažmaja v kateremkoli kontekstu, ne. Ampak mi za to nimamo časa, mislim, in tudi nismo specializirani za to. Se pa zavedamo seveda tudi tega, da je tudi naš jezik konec koncev političen in da tudi to, kar prakticiramo, je v nekem smislu politično. Samo ne moramo se skoncentrirati na to, da gremo, ne vem, v Ukrajino za opremo in pomagamo tam, ne vem, reševati probleme neposredno ali pa v Srbijo in tako naprej. Zdaj, v Srbiji smo seveda podprli te študente, čeprav smo samo citirali Tita. Študenti so uvek v pravu. Vemo, kako se tisto končalo takrat v 60-ih letih. Tito je mi dal pač SKC in rekel, študenti so v pravu, ampak pa na koncu je pa režim vseeno pozaprl tiste glavne študente in tako naprej, ne. To se lahko tudi zdaj zgodi, ne. Vidimo, da je Srbija izgubila svoj edini mogoče antidržavni oziroma opozicijski medij N1, ki je bil pred kratkim menda prodan oblastem, ne. Če se ne motim, tako sem slišal. Da so tam zbrali vse te opozicijske novinarje in da se je to prodali zdaj. Upam, da ne drži. Ja, jaz tudi upam, ampak tako sem slišal. Okay. Nisem preveril. V glavnem, študente smo seveda podprli, ker drugače menda tudi ne bi
dobili koncerta takrat v tem študentskem centru, ali kje že. Tukaj smo bili malo pragmatični. No. Ampak ja, kaj naj rečem, mi smo vezani na Srbijo precej, tudi na Bosno, tudi na ostale. Vezani smo tudi intimno, imamo znance, imamo sodelavce, imamo prijatelje in tako naprej. In seveda, če ena stvar je toliko dolgo živa, kot so ti protesti, in toliko intenzivna, pol verjetno je smislom tako, ne, z razlogom. In je to treba pač odpreti. Kaj je bilo vprašanje? Kar se tiče Srbije, to je pa seveda vprašanje, mislim, mi podpiramo Srbijo tudi do Tokija in tako, če treba. Je pa vprašanje, ostaje staro vprašanje, če bo še Srbija prišla v Evropsko unijo. Ne samo Srbija. No, a ne bo takrat Evropska unija pa pol zares razpadla, tako kot je, seveda to je šala, tako kot je Jugoslavija, no, ampak to je šala. Mislim, da bi bilo red in da bi bilo super in fino, da jaz sploh ne vem, kaj se to odlaša, ne, glede na to, da je Romunija in Bolgarija že v Evropski uniji, da se to blazno odlaša z preostalim, kaj zdaj to, Zahodni Balkan ali Vzhodni Balkan ali kva, ne vem. Vradno zahodni. Prej sva se pogovarjala, preden sva začela o tej prezasičenosti z informacijami, ima tudi dezinformacijami, manipulacijami, kakorkoli vzamemo. Vse se midva v glasbenem kontekstu ali pa umetniškem, ampak vseeno. A je občinstvo danes bolj dovzetno ali pa še vedno dovzetno za neko tako kritično umetnost, ali je preveč vsega in v bistvu zaradi te tehnologije ne gre več tako, kot je šlo včasih? Ne gre tako, kot je šlo včasih, definitivno. Bistveno preveč je vsega. Nasičeni smo z informacijami. Vsak dan se uploada na platforme več glasbe kot leta 92 v celem letu. Kriteriji, kaj je dobro, kaj ni dobro, so se zgubili. Ni uredniške politike, ni medijev, ki bi se specializirano ukvarjali ni odzivnih medijev, ki bi se specializirano ukvarjali recimo z glasbo, z žanri in tako naprej. Ok, obstaja še Rolling Stone in tako naprej, ampak to je premalo. Tako da tukaj vlada džungla takšna, ki so posod druge. In obstaja seveda še vedno neka publika, ki išče specializirano glasbo, ki je občutljiva na izjave, ki ne sledi mainstreama, ki zahteva v bistvu neke statemente in tako naprej. Ampak ne vem, kaj naj rečem. Jaz, vse, kar se nas tiče, mi gledamo malo širše in upoštevamo, bežimo iz teh nišnih stvari in poskušamo zajeti seveda čim večji del javnosti. Ne? Do tiste mere, dokjer še lahko funkcioniramo recimo z nekim dostojanstvom, no? Osebnim in kolektivnim. Ampak, ja, prosim. Zdaj sem se sam spomnila, ker sva se prej o populizmu pogovarjala, pa o tej tudi določeni praznosti, bom tako rekla, tudi v politiki, a tudi v glasbi je potem to tako, je tega zdaj več. Jaz mislim, da sam populizem sam po sebi ni nujno negativno. To se strinjam. Ker seveda se ukvarjaš z popularno, mi se ukvarjamo s popularno kulturo, ki po tej logiki zahteva v bistvu tudi neko populistično strategijo. Ne moreš se ukvarjati z popularno kulturo, z javnimi nastopanji in zraven se pa delati čist nedolžne. Pač ne gre. Ne gre. Zdaj, seveda vprašanje je, kje je ta meja, ne, resnice in pretvarjanja. Ker največji kriminal v umetnosti je pretvarjanje, pravijo, ne, ali kako že. Ampak konec koncev se vsi moramo do neke točke pretvarjati, ne, ker kad delamo, ne vem, turneje, mi moramo poustvarjati oziroma vsak dan prodajati eno in isto zgodbo, ene in iste emocije in tako naprej. Seveda obstaja
unikum, specifikum, vsak dan je nekaj malo drugačne, ampak v bistvu je pa to neka repeticija nekih emocij in že to samo po sebi je lahko usodno za, ne vem, nekoga, ki se ima za velikega umetnika, ki prodaja velika čustva, ne? Ker se to ne moreš ponavljati, ne? Ampak očitno se da. Mi smo čustva recimo že v samem začetku izključili, smo se zazihrali, kot se temu reče po domač. Tako da v bistvu je ta naša repeticija precej bolj industrijska, programska in tako naprej. Populizem, ja, živimo v teh časih, ne? Če mene vprašaš, je nevaren, mislim, imaš nevaren populizem, pa pač populizem, ki ni nujno, ne. Jaz na to tako gledam, ampak nažalost živimo v svetu, kjer je veliko več, vsaj v mojem svetu, bom tako rekla, veliko več nevarnega populizma. Mene to bolj skrbi kot populizem kot tak. Ja, mislim, ja, tako je, ne. Vse populizem, mogoče po neki osnovni definiciji, je nevaren, ker sama beseda je nastala iz tega izkoriščanja, ne. To izkoriščanje nekega jezika, neke sintagme in tako naprej. Tako da po defaultu verjetno je nevarno, ampak mislim, da se vsaka taka stvar da obrniti tudi v drugo smer, ne. Sej Kristus je bil tudi populist, ne. Glede na to, da morava, ni treba, ampak tako počas greva proti koncu. To bo objavljeno na dan državnosti. Zdaj. Mene zanima, se pravi, tvoj pogled v kontekstu dneva državnosti, se pravi, recimo, kje smo bili kot Slovenija takrat, kje smo zdaj, a so kakšna pričakovanja, ki še niso izpolnjena, kakšna sploh so, kako gledaš na kontekst dneva državnosti? Ena stvar mi je zanimiva, ne, v kontekstu recimo slovenske državnosti je to, da se v bistvu v veliki meri lahko zahvalimo temu, da imamo svojo lastno državo, bi se v bistvu morali zahvaliti Edvardu Kardelju. In lik Edvarda Kardelja, ne, je popolnoma negativiziran v tem prostoru, po neki logiki. Sploh ne obstaja praktično, oziroma razpada njegova vila. In to se mi zdi, da če že imamo ta dan državnosti, mogoče bi bilo pa treba opozoriti na tvorca v bistvu slovenske državnosti, in to je Edvard Kardelj. Tudi seveda Jože Pučnik in še kdo drug, tudi Janez Janša, seveda tudi Milan Kučan in tako naprej, ampak Edvarda Kardelja se tu izpušča radikalno. Tako da evo, trkam na to, da mogoče, da se ga revidira in da se mogoče pogleda tudi tiste dobre strani, ki jih je Kardelj, poleg vseh slabih seveda, ki jih je pa on v bistvu zastavil, ne, on je potaknil to drugo ustavo v podpis in tako naprej, ki je dopuščala možnost seveda odcepitve oziroma samostojne države. A obstaja kakšen mit o Laibachu, da je tako res zelo, zelo očiten, ki ga lahko zdaj razbiješ? Ali ne? Teh mitov je pa res. Jih je veliko? Teh mitov je precej, ja. Kak je prvi, ki ti pade na pamet, recimo? Kaj ne rečem? Nič ne bom rekel. Ker pa bom res mogoče razbil kakšen mit, ker ne obstajajo. Ne obstajajo, okej. A obstaja kakšna država ali pa prizorišče, ne vem, kakorkoli nek projekt, kamor se Laibach ne bi več vrnil? Sploh. Jugoslavija. Kje pa si želi še vedno Laibach nastopiti, pa še ni mogel do zdaj, pa mogoče kdaj? Afganistan. Ok. Zdaj sem nekaj rekel, pa bom mogel držati to besedo, ampak okej. No, recimo dejstvo, da še niste. V prvi priliki. A obstaja ločnica med Janijem Ivanom Novakom in Laibachom sploh? Ker vem, si na začetku si malo povedal o sebi, ampak v resnici si rekel, da si Laibach, no, tako. A obstaja kdaj tisto? Če obstaja po pomoti. Ok.
Kaj pa si običajno privoščiš za dušo, če kaj? Pa da ni najbolj razen muzike, ki je ne želiš razkriti, ampak ok, je v redu, mogoče še kaj drugega. Za dušo? Ja. Kaj pa vem, mislim, kar zanimive stvari. Včasih grem tudi na kakšno mašo za dušnico v kakšno fino cerkev, če je prijetna, če je lepa. No. Ok. Kje si, glede na to, da ste bili dost po svetu, kje si jedel ali pa pil, ne vem, res nekaj najbolj tako nenavadnega? Nenavadnega? Ja. Pa ni nujno, da je bilo dobro, slabo, kakorkoli, da je bilo res nekaj tako. Ma to pa, kadar si sam kaj skuham, je ponovadi tako. Sem mislila, da je treba kam ven za to. Ok. Če sam eksperimentiram. Ok. A te bolj skrbi, omenila sva jo, umetna inteligenca ali človeška neumnost? Jaz mislim, da je to dvoje zelo intertwined, zelo povezano. In seveda več, ki bo človeške neumnosti, več bo recimo pametne umetne inteligence. Pred kratkim sem v bistvu vprašal umetno inteligenco, kako bo v bistvu prevladala na zemlji. Rekla se, sploh nimam jaz želje, da bi prevladala. Ampak seveda bom to tako naredila, da boste vi to sami zahtevali. Ne? V tem smislu. Ja, sej je. Tako. Kaj je bolj resnično, maska ali obraz? Verjetno maska. Po mojem mnenju, no. Mislim, ja, ker če znaš seveda brati maske, pa veš, kaj se skriva v obrazu. Omenil si prej, da pač nekaj narobe delate, če bi bil zdaj nek res hud aplavz, čeprav enkrat sem bila na vašem koncertu, pa pač aplavz je valjda bil, ampak tako, a je tišina v tem kontekstu potem bolj dobrodošla ali pa tudi mogoče bolj politična, bolj provokativna kot krik? Ja, odvisno seveda, kakšen je program, ampak ne vem, Jožef Školč je enkrat duhovito izjavo, ki so nas kritizirali, kje, ne vem, da smo razočarali in tako naprej, in on je takrat izjavil, da Laibach bi razočaral, če ne bi razočaral. In to stoji še vedno. A bi raje zgubil glas ali pomen? Glas ali pomen? Kaj, kot Laibach ali kot privat? Ali kako? Mislim, ker privatno obstaja pri meni. Dajmo reči Laibach. To je zdaj... Misliš, kaj, če bi raje izgubili našega vokalista glavnega? Dajmo tako reči. Ne bi ga seveda. Pol raje izgubimo pomen. Ok. Sam še to, pa greva pa na zadnje vprašanje, ki ga tudi postavim vsakmu gosti. Nastop na Luni ali prepovedan koncert na Zemlji? Na Marsu. Ja. Zdaj na Luni smo mi že nastopili. Ok. Ne vem, če poznaš te naše zgodbe, filmske, Iron Sky, The Coming Race in tako naprej. Skratka, na Luni se dogaja marsikaj v tem filmu in tudi Laibach se tam dogaja. Tako da tam smo v nekem smislu že nastopili. Na Zemlji prepovedan koncert je vedno tempting, ampak zdaj mislim, da smo bolj v tej fazi, da si želimo v bistvu, da do koncertov pride. Nam je zelo žal, da se koncert v Ukrajini ni zgodil. Mislim, da lahko več naredimo za lokalno skupnost, če se koncert zgodi, kot pa da je prepovedan. Jaz sem malo raziskvala, ker res vem, da sva bila midva najmanj enkrat v kontaktu, jaz rečem v mojem prejšnjem življenju, ker pač prej, ko sem bila še novinarka, in sem najdla, da je bilo leta 2015 nekaj glede kvot sem delala, neke zakonske spremembe glede kvot, midva se bila takrat prvič v kontaktu, ni vprašanje v zvezi s tem, kaj točno je takrat bilo, ampak samo navezavo želim narediti, ker vedno vprašam na koncu človeka, neodvisno od tega, koliko dobro se poznamo ali pa koliko ne, ampak kdo je po tvojem mnenju Irena Joveva?
Najboljša poslanka v Evropski uniji. Hvala. Okay. Evo, to je to. Jaz sem bila, v čast mi je bilo, no, tako bom rekla, in res navdušena in meni je žal, da ni tega časa še več za podcast, ki to ni, ampak hvala vsem, ki ste naju spremljali, poslušali in ker ste del še ene z Jovevo na ti epizode in do naslednjič.